Lep dober večer vam želim. Dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum, v kateri smo 4.4. imeli prav posebno gostjo. Z menoj je bila namreč Tatjana Jagodic, mati Katje. Katja, ki je bila stara 20 let, ko nas je na žalost zapustila, z nami pa je delila njeno zgodbo. Zaupala nam je, kdo je Katja bila, kakšne so bile njene sanje, njeni plani za prihodnost, kaj se je pravzaprav v resnici zgodilo, katere govorice so bile, katere niso bile resnične. Predvsem pa smo se dotaknili tudi teme ne le izgube, ampak tudi spuščanja ob izgubi, zdravljenja, soočanja z izgubo. Z nami je podelila svojo osebno izkušnjo kot mama in tudi svoje nasvete kot terapevt. Danes je znova z nami, jaz pa bi ob začetku najprej se dotaknila tistega najbolj perečega vprašanja. Namreč Tatjana je z nami podelila, mediji so to kasneje označili kot srce parajočo željo. Katja je bila darovalka organov, zdaj se tudi meni zamika, pardon. In mati je želela najti to srce. Jaz osebno bi se želela zahvaliti vsem, ki ste delili to zgodbo, ki ste delili njeno prošnjo, vsem, ki ste morda v srčku z njo upali, da bo srček našla. Hvala vam iz srca. Informacija o srcu se je našla, bila pa izražena želja po anonimnosti, ki jo bomo seveda absolutno spoštovali. Torej, jaz zdaj v moji družbi danes pozdravljam Tatjano in Katjino sestro Lejo. Pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, da ste tudi danes z nami. Hvala za prejšnjo oddajo. Tatjana, verjamem, da bi se tudi ti želela zahvaliti. Hvala še enkrat za povabilo. Jaz bi se rada zahvalila vsem gledalcem za pomoč, da ste delili to mojo srčno željo in da se je ta srčna želja izpolnila. Tako tvoja kot Katjina. Kot moja, kot Katjina, kot Lejina. Tako, jaz bi tukaj dodala samo to. Veliko je seveda potem takšnih in drugačnih komentarjev, ljudje različno razmišljamo, doživljamo. Veliko je bilo tudi pomislekov, da ti bo potem hudo, da ti bo težje. Bi ti rekla, da ti je zdaj lažje, težje? Jaz se zavedam tega, da ima vsak svoj način žalovanja, da vsak sprejema tudi to situacijo na vsak svoj način. Tako. Ampak pri meni osebno je to neizmerno srečo, sem jaz zdaj občutila, neko to iskreno, v srcu sem spustila. In vem, da je to, da sem jaz vedela, da je srce prišel v prave roke, da smo srečali nekoga. To je meni res v veselje, da to potrditev, da sem dobila ob času žalovanja. Za mene osebno je to nek nov korak v žalovanju in zavedanju. Ne, nazadnje tudi potrditev. Bom rekla, tvojega poguma in tvoje moči v tako težkih trenutkih. V prejšnji oddaji smo se dotaknili tega, kako težko se odločiti in spoštovati željo odhajajočega po darovanju organov. Tudi to bi rekla, da je bila potrditev, da se naredila prav. Potrditev, ker v tistem času, ko se tebi to dogaja, dobro, sej deluješ, ampak pride čas, ko ne veš, a se je to sploh res zgodilo, a je otrok res smrtu, a ni ona šla samo nekam kuškavam pelat, karkoli, ampak dejansko potrditev, da se je to zgodilo, hkrati pa potrditev, da sem delovala prav tisti trenutek in da sem res lahko podarila nekomu drugemu boljše življenje. Drugo možnost bi mogoče temu tudi rekli. Novo rojstvo. Ja, preporod. Pravzaprav v bistvu to je res preporod. Ja. Tako da se mi zdi pomembno govoriti tudi o teh stvarih, ker pomisleke so tudi, ko govorimo o sami anonimnosti. Mislim, da imamo vsi pravico do lastne intime in jo je potrebno spoštovati. Se mi pa zdi vsaj meni osebno, da bi bilo prav dati možnost neke tretje osebe vmes, komuniciranja tisti, ki pa želijo mogoče vzpostaviti stik in se povezati in nekako splesti, bom rekla temu, tudi nove srčne vezi, dobesedno. Res je. Meni so tudi, naprimer, veliko mailov sem dobila na to temo in veliko me je pisalo tudi to, da kako sem jaz prišla do teh informacij, kam so bila darovani organi. Tako je, ker zadnjič si omenila kožo in pa ledvice. Tako. In da ledvice so šle v Zagreb, ostalo v Sloveniji. In določenim ljudem tudi tega niso povedali. In zdaj mene sprašujejo, se obračajo na mene, kako sem jaz to takrat zvedla. In seveda, očitno par let nazaj se tega še ni govorilo
tudi v kire države grejo organi. In ogromno sem dobila teh mailov, da bi si oni tudi želeli, ne rabimo stikov, tisti trenutek ti ne rabiš stika s človekom, ki je dobil ta organ, ampak samo potrditev, ja, lej, je organ tam, kamor bi mogel iti. Mogoče, če malo poetično rečemo, tudi v smrti se lahko rodi novo življenje. Tako je. Nekako, a ne? Pri nam je bila žalost, na drugi strani je bilo pa neizmerna sreča In hvaležnost. in hvaležnost. In ta občutek, da meni hvaležnost in me... Jaz bom tako rekel, odkar sem to novico zvedla, se smejem. Super. Ker prej je bilo manj smejanja, ampak zdaj pa žarim. Mislim, tako mi je težko povedati, ampak ne vem, kaj občutam to. Res sem srečna zaradi tega, ker sem to zvedla. In še enkrat res hvala. Hvala vsem, res tudi tistim, ki so si potihom želeli, da se bo našlo. Tudi vsaka misel je energija in je doprinos. Tik pred najino oddajo 4.4. mimogrede, ki si jo lahko gledate na mojem YouTube kanalu Lili Sorum, oddaja je bila izvrstna, si ti praznovala prvi rojstni dan brez Katje. Prazniki, rojstni dnevi, Božič, taki trenutki nas ponovadi še toliko bolj opomnijo na izgubo. Kako bi rekla, da je bil tvoj prvi rojstni dan brez nje? Mešan. Tako je bilo iz minute v minuto, so se pač situacije spreminjale. Zjutraj, ko sem se zbudila, seveda, vedno je bilo, vsako leto je bilo tako, me je zbudil telefonski klic in to je bilo vse najboljše dretje, a ne? Petje. Petje, ne, Katja je blazno rada pela in to je bil tisti prerez. Zajokala, bolečina spet v trebuhu, v srcu in tako naprej. Potem pa vstanem, hvala Bogu, da imam doma živali, da me pač spravijo tisti trenutek, so lačni, neki pač pride vmes, da me zvlečejo ven. In jaz sem prišla ven iz sobe in še vedno sem imela tisti cmok v grlu, težek občutek. In kar naenkrat občutam tako ogromno pero, ki me objame. In mi reče, še vedno sem tukaj in vedno bom. Vse najboljše, mamica, ne biti žalostna, ne smeš biti žalostna. Jaz sem vesela, tudi ti moraš biti vesela. In potem sem kar tako, kot bi stala v objemu in ta bolečina, ta žalost, je kar tako, kot da bi se zlil v zemljo in potem kar neka svetloba. In v najlepši družbi, tvoji družbi, sem bila tudi par ur, tako da ste pomagali tudi drugi, da je bil polepšan dan. In na koncu dneva sem zaspala z nasmehom. Super, super, super. Bližje se pa tudi Katjin prvi rojstni dan po njenem odhodu. To bo še zanimivo, ker v bistvu naprej načrtovati ne moreš. Ne? Ampak jaz vem, zaradi to, ker smo tega srčka najdeli, ker smo to, jaz res občutam to tako veselje, da kot da bo ona tisti trenutek tudi z nami in vse naše tradicije, ki so bile z njo, seveda bomo že začeli, jaz bom že v polnoči, ne bom jo glih fizično klicala, ampak jaz se bom drla na glas, tako kot vsako leto prej. Torej opozarjamo sosede Tatjane Jagodic, da bo po vsej verjetnosti maja nekoliko glasno že kmalu po polnoči. Kakšne pa bi bile mogoče lahko nove tradicije, ki bi jih oblikovali? Zdaj, ko je fizično ni več med nami, ampak je pa vseeno še vedno tako zelo prisotna njena prisotnost. Verjetno bomo tisti dan bili veliko bolj v glasbi, da se bo vrtela glasba, to glasbo, ki je ona imela rada. Jaz si bom sigurno zavrtela njene video posnetke, ki jih imamo posnete. In dan bo definitivno posvečen njej. Kako?
Ja, zdaj Težko je ob 9. zjutraj bomo pojedli torto. Ampak kar bi želela mogoče sporočiti drugim, ki so v podobni situaciji. Ne? Seveda smo žalostni, seveda nas boli, seveda človeka pogrešamo, je praznina, je nenadomestljiva praznina, Katja absolutno ni nadomestljiva. Ampak lahko si dan vsaj malo polepšamo, pa ga res ne posvetimo z ljubeznijo in hvaležnostjo za vsak dan, ki smo ga z njo preživeli, ali pa mogoče se že prej vnaprej tresemo in jokamo in smo resnično v bolečini, namesto da bi vsaj malo žarka upanja oziroma žarka ljubezni in hvaležnosti za skupen preživeti čas dodali temu dogodku. Onda to se mi zdi taka dragocena popotnica morda tudi drugim. Jaz bi tako rekla, da ob rojstvu smo vsi veseli, sej mi in ta 23.5. bo to njen rojstni dan. In jaz sem bila neizmerno vesela in srečna in presrečna, ker se je ta otrok rodil. In jaz bom šla v tiste srečne dogodke, to se pravi, kako sem jo jaz prvič v roke prijela, kako sem jo dala na telo, kako je prvi očesni stik, sreča. Sreča, da greš za tem, da iščeš srečo, kako je bilo lepo, kako je shodila, ko je te trenutke, te lepe trenutke, to si zbujati ven in na tak način, ker rojstvo je nekaj najlepšega in tisti dan naj bo tudi najlepši, kljub vsemu, da jo fizično ne bo prisotna. To se mi zdi res izjemno dragoceno. Mi so v prejšnji oddaji veliko govorili o izgubi, o soočanju z izgubo. Mogoče bi vaju prosila obe dve, če bi z nami podelile kakšno misel, kakšen nasvet po tem procesu žalovanja, ki pa nastopi po izgubi. Prav, če bi mogoče začeli s tem, marsikdo marsikaj komentira, marsikaj naredi, se pravi, kaj bi bilo tisto, kar bi rekli, da vaju je pa mogoče najbolj prizadelo v času žalovanja? Kakšen komentar, kakšna gesta, način funkcionirala ljudi? Mene je najbolj prizadelo to obsojanje. Jaz se zavedam, da vsak gleda situacijo iz svojega stališča, iz svoje strani. Ampak to vsiljevanje, polaganje besed v moja usta, jaz moram pa tako, ne veš v tem trenutku, kako jaz. In v tem trenutku si jaz želim samo, da me vsi sprejemajo. Točno tako, kakršna sem, ker je tudi za mene zelo težko, da si dovolim biti točno taka, kakršna sem. To se pravi, da si dovolim biti jezna, biti jokava, tudi smejati se. Tudi to je v času žalovanja, naprimer na začetku sem imela blazno veliko težav s smejanjem. Slaba vest, ne smem se smejati, ker mi je otrok umrl. Ne smem obleči roza majice, ker mi je otrok umrl. Ne smem omejitve. In že dovolj si sama omejujem, sama postavljam tiste okvirje. Ne rabim potem, da me še ljudje ostali še dodaten okvir gor dajo in na mojo sliko rišejo svojo risbo. Če jaz rišem, ne moreš mi dodajati, ali pa da bi jaz narisala, pa se bojo oni podpisali. To ne gre, tudi v tem svetu ne gre. In samo sprejemanje. In to je tisto najboljši trenutek, najboljše žalovanje, najboljši način, da se ljudje pač da podpremo. To se mi zdi izjemno pomembno, ker bi mogoče tudi jaz osebno poudarila, to, da si nimamo pravice lastiti niti mnenja o tem, na kakšen način naj bi nekdo žaloval. Kaj šele, koliko časa naj bi nekdo žaloval, za kom naj bi žaloval, ker je veliko polemike, to je sicer ločena tema, ampak kot primer žalovanje za, ne vem, hišnimi ljubljenčki, žalovanje za nekom slavnim, ki ga sploh ne poznamo, ki je preminil. Pač, ko oseba žaluje, je v bolečini in se mi zdi zelo pomembno spoštovati to bolečino, doživljanje te bolečine, ker mi nimamo pravice soditi, zakaj je nekdo žalosten ali ni. In obratno, če imamo mi občutek, kot si prej omenila, smeha, se pravi, mogoče pa tudi drug ekstrem, zgražanje, da imamo mi kot opazovalec občutek, da oseba ne žaluje dovolj ali ne žaluje dovolj dramatično, kakorkoli. Se mi zdi, da je to eden iz pomembnejših procesov v življenju. Ja. Sprejemanje sebe, to, da si dopustimo žalovati, tudi mogoče pri izgubi neke priložnosti, za katero smo bili prepričani, pa ne gre zdaj za službo, za absurdno zadevo, recimo, vse ni važno, ampak žalovanje je dejansko globoko čustvo in veliko škode lahko naredimo, zato sem pričela ravno s tem vprašanjem. Ker
moje življenje že odprej je bilo kar precej pestro. In jaz sem vedno težke trenutke prenašala, premagovala s smehom. Jaz bolj, ko se smejem, večja je moja bolečina. Ampak jaz si v bistvu, to je tisto, ta smeh mene vleče v tisto svetlobo, tisti žarek, ki zagon za naprej. In zakaj bi mogli skozi, zdaj, če mi je otrok umrl, ali pa ne vem kar, zakaj 24/7 samo jokati? No, nič narobe s tem, če si tak tip človeka. Ampak če pa ti nisi, pa tudi Jaz nič s tem ni narobe. Jaz nisem taka in ne morem to tako, jaz se moram veliko smejati, ker če se bom smejala, osvobajam, živim, takrat vem, da živim. In da se zbudim spet, ker mi smo se vedno rade smejale in moje žalovanje, stvari so pač zmeri na tak način, da se veliko smejam. Le, kaj pa ti? Kaj bi pa ti mogoče izpostavila, kaj te je najbolj pomagalo ali pa najbolj prizadelo? Jaz sem bila v bistvu na začetku zelo zaprta. Pa mi pa v bistvu manj pomagala, pač, da o tem moramo govoriti. Da daš ta čustva ven. Zakaj je v bistvu res potreben pogum? Dovolj si moramo v bistvu, da pač se tudi zajokaš, da boli. Dovolj si moramo vsa čustva, katera takrat čutimo in se ne smemo ozirati na kakšne druge komentarje. Vsak po svoje prenaša to bolečino in jo izraža. Ne? Definitivno jo pa moramo dati ven, ker če jo potlačiš v sebe, si narediš več škode kot koristi. Sigurno. Tudi zdravljenje se ne more pričeti, dokler ne ozavestimo. Ja. Tako da se mi zdi komentarji kot preveč čustvena, preveč to, preveč uno, popolnoma ne na mesto, kajti to, da mi čustva izrazimo, pravzaprav zahteva moč, zahteva pogum. In še en komentar, ki pa mene osebno zelo zmoti, kadar ga slišim, pa v drugih situacijah, ne mogoče ne ciljam na Katjo, ampak toliko časa je že minilo, a lahko nehaš. Kaj ti je še zmeraj hudo, kaj spet jokaš, kaj to? Se pravi, so ljudje, ki pa mogoče potrebujejo več časa, več joka, več solz, več drugačnega procesiranja žalosti, kar tudi ni prav, da se jih obsoja. Vsi si moramo vzeti časa toliko, kolikor ga potrebujemo. Tako. Pri žalovanju ni časa. Tako. Zato je čas celi rane, ker nikoli ne veš, koliko časa. Eni potrebujemo 1 mesec, 4 mesece, 5 mesecev, eni 10 let, 20, eni pa cel življenje do smrti svoje. In še na smrtni postelji niso to sprejeli, a ne? In si dovolili. Kaj bi pa vidve mogoče svetovali ljudem, ki žalujejo zdaj? Kako se s tem soočiti, kako si pomagati, poleg tega, da si pač dovolimo čutiti? Je kakšna tehnika, je kakšna zadeva, ki je vama dvema konkretno pomaga? Čistijo sam posameznik jo mora v sebi najti. Zdaj težko rečem tisto... Ni muštra, absolutno. Ne, ni muštra. Tako. Ne? To ni šola, ki boš prišel tja, 1 + 1 je 2. Tako. In potem skupaj govejo župo. 1 + 1 milijon tavžent. Ne veš rezultata sploh. Ne? Meni osebno duhovnost, smeh, da grem na izlet, ko še zdaj že lahko, po tokem času grem lahko tudi mačkan med ljudmi. Na začetku je pa ravno tako kot Leja, jaz sem se ravno tako tudi zaprla. Zapreš se in žaluješ. Ne? Kaj se je sploh zgodilo? In meditacija meni najbolj pomaga. Super. Ne? Jaz ogromno meditiram in vsak dan meditiram. In če ne bi meditirala, mogoče bi bilo absolutno zelo, zelo bolj težko, kot je zdaj. Nekako vidiš, si v stiku, kar nekako razumeš situacijo. Tako da meni je meditacija največja. Kaj bi pa mogoče svetovali ali pa predlagali tistim, ki smo ob strani ljudem, ki žalujejo? Kaj je recimo kakšen takšen komentar, ki bi ga vidve želeli izpostaviti, ki je bil sicer dobro nameren, ampak ni bil slišan ljubeče? Ljudje včasih mislimo, da če smo na nekoga
do nekoga bolj odločni, kot sem prej rekla, ne, da je zdaj nekaj, kaj kompliciraš in tako naprej. Kaj bi mogoče kot popotnico dali tistim, ki ne vejo čisto dobro, kako se obnašati ob nekom, ki je izgubil otroka, ob nekom, ki je izgubil sestro? Ker včasih tudi ne vemo. Jaz bom čisto iskreno rekla. Ne? Veliko komentarjev, ki sem jih pa jaz dobila od ljudi, ki vejo, da se poznavajo, bilo sploh ne vem, kaj bi rekla. Jaz se sploh ne morem poklicati, ker ne vem, kaj ne rečem. To je grozen. Ogromno ljudi mene ne more poklicati. Ampak to so ljudje, ki so bili meni blizu, ki smo se družili, mislim, ki smo bili veliko skupaj, ali poslovno, ali privat, ali kakorkoli. Joj, te ne morem poklicati. Zakaj ne? Zakaj me ljudje, zaradi bolečine, zaradi česa, ampak ravno tisti trenutek, potrebujemo pogovor, da nas nekdo sliši. Ne rabiš sploh nič reči, ti samo rečeš živjo, bom jaz govorila, saj imam veliko za povedati. Samo poslušaj me. Samo poslušaj, takrat, ko mi bo hudo, če se mi bo porodila kakšna solzica, samo objemi. Nič, nobenih besed, nobenih komentarjev. Ker takrat rabiš čutiti samo bližino nekoga, da nimaš občutka, da si sam. In da te nekdo stisne, ali pa da se samo gleda z očmi, je že vse narejen. Ni potrebnih sploh nobenih nikakršnih besed. Ja, ker veliko komentarjev je, ne vem, kako bi pomagal. Ne rabiš pomagati. Sej ne moreš pomagati, sej ne vem, če sploh lahko. Kaj boš pomagal? Kako boš pomagal? A mi boš Katjo nazaj pripeljal? Ali boš... Ne. Samo stoj ob strani in podpiraj in poslušaj. Nič druga. Če smem podeliti, meni je zelo pomagal en prijatelj iz Ekvadorja, ki mi je v podobni situaciji vprašal, žal mi je, kako ti lahko pomagam? Kaj rabiš? In se mi zdi, da včasih pozabimo, da lahko vprašamo, kaj potrebuješ v dani situaciji. Tisti trenutek. Pa naj gre za žalovanje ali pa, ne vem, bom rekla za glavobol. Dajmo se naučiti spraševati in potem upoštevati, kar nam ljudje rečejo. Ne? Ker pač eni rabijo odmike, eni rabijo več bližine, eni rabijo pogovore, eni rabijo dramo. Različni smo si, brez obsojanja, brez tega, jaz bi to, jaz bi uno, to ni prav, to bi mogli drugače. To se mi zdi res pomembno. No? Že tako ob taki izgubi ima človek, tako kot si prej lepo rekla, svoje občutke, svoje dojemanje, dovolj, če lahko kar po domače rečem, dovolj dela sam s sabo, da resnično ne potrebuje še negativnih komentarjev in pritiska okolice, s katerim se mora potem soočati in se skoraj da braniti svoje občutke, ki so popolnoma naravni, kakršnikoli so. Ja, ker naprimer, tak komentar je bil za po tej oddaji prejšnjič, da jaz sem čutila v sebi, da to, če bom jaz vedela, da je šel srce nekam v prave roke, so mi začeli obsojati, da ja, za vas bo pa to bolj boleče, jaz se tega bojim. Zakaj se drugi bojijo za mene? Ne rabite se bati za mene. Jaz bom zborbala. Ampak če jaz vem, tisti trenutek, da bo to meni prineslo srečo, seveda bom šla za tem. Ampak drugi ljudje se bojijo, ampak to je, se zavedam, da je to njihov strah. Njihovo dojemanje, kako bi morda oni se soočali s podobno situacijo, sigurno. V prejšnji oddaji sem povedala, da sem jih zelo hitro izpustila, sprejela. To mi je bilo zanimivo, ja, ker zelo veliko poudarka v prejšnji oddaji je bilo ravno spuščanju duše, da ima lažji prehod v neko drugo dimenzijo. In se je najdel komentar, ja, da eni potrebujejo 20-30 let ali 5 let. Jaz sem povedala, da sem tisti trenutek spustila, ampak določeni ljudje še vedno niso to dojeli. Zakaj? Ker oni niso spustili. In so spet gledali iz svojega stališča. Si vedno gledamo iz svojega stališča. Ne? Ampak to je polaganje besed v moja usta. Ne tega delati, ker noben tega ne rabi. Ne jaz, ne ti, ne nihče, ki se nam to zgodi. Nihče z tega ne beneficira. Če mogoče tako rečemo, iz nekega strahu, iz katerega izhajamo, nihče ne beneficira. Ne glede na to, kako ti procesiraš svoje žalovanje, ali pa ti, ali pa bom rekla, mogoče malo grdo rastline za vama. Vsak ima pravico do svojega doživljanja, vsak ima pravico do tega, da pove svoje mnenje. Ne vem pa, če imamo vsi pravico kritizirati to, kar je bilo povedano. Se mi pa zdi, da sploh v zadnjih 2 letih je ta sovražni govor
napadalnost v komentarjih, bom rekla tudi žaljivost v komentarjih, pa ne ciljem zdaj na našo prejšnjo oddajo, ampak na splošno. Na splošno. Ko gremo na socialna omrežja, nekdo objavi sliko, ne vem, mene se je pred časom dotaknil, video 2 pingvinov, ki sta hodila en zraven drugega, je bil objavljen in sta imela plavutke nekako tako daleč izgledali, kot da se za plavutke držite. In je bil spodaj komentar, poglejte, zvezali so ju skupaj, boge živali. Tako se mi zdi zanimivo, kako zelo v neke negativne vode smo zapluli v zadnjih 2 letih in se mi zdi dragoceno tudi sporočilo, ki smo ga mi danes predali, ne glede na to, kako zelo neizpodbitno tragična, boleča, težka izguba je za vama, ampak vedno lahko najdemo svetlobo, vedno se lahko trudimo delovati z ljubezni, čeprav ne uspe v vsakem trenutku. Ti si zadnjič zelo lepo opisala, kako zelo te je prav v maternici bolelo, v srcu bolelo, kako iz postelje nisi mogla, kako so bili dnevi, ko nisi mogla funkcionirati. Ampak vse na koncu dneva se obedve trudite z ljubeznijo objemati in spominkati je in vaju 2 eno med drugim. Tako da sem hvaležna, da smo lahko Slovenijo podelili to izkušnjo. Bom rekla nekega upanja, zdravljenja, svetlobe, ljubezni. Tako da sem ponosna na vaju. Hvala vama za vsako besedo izrečeno in za to, da ste se znova vrnili v oddajo. Kaj pa bi še vidve mogoče sporočili ob koncu? Če česa nisem vprašala. Jaz bi rekla, samo budimo to, kar smo. In dovolimo si biti to, kar smo. Ker to je najtežje. Da si dovoliš in da sprejemaš vsak občutek, ki ga občutaš. Ne glede na to, kaj smo naučeni prav, kaj ni prav. Kaj sploh je prav in kaj ni prav? Vse prav. Zdaj pa mogoče si jaz dovolila to reči, otrok ti je umrl. Kdo ima pravico določiti, kaj je prav in kaj ni prav? Ja. Kdo na tem svetu ima? Nihče. Nihče. In se mi zdi, tudi v drugih situacijah je pomembno, da sami sebi to pravico dajemo, ne glede na to, kaj vse okolica meni, da bi mogli. Ne ozirati se na okolico, nič. Samo pogled vase in zdaj tisti trenutek, ko ti pride na pot, lahko je bil to dolgoleten prijatelj, ne? In da ti tisti trenutek zavibrira negativna vibracija, samo pejt. No, zdaj si me prehitela, ker je bilo moje zadnje vprašanje. Kaj bi vidve svetovali, pa če po kakšnem takem neljubem dogodku, ko pa imaš na drugi strani sogovornika, ki absolutno te ne razume, te mogoče obsoja, mogoče napadalen, pa si me že kar prehitela. Jaz pravim tako, da v bistvu jaz spet ne smem obsojati tega človeka, ker ne vem, kaj se s tem človekom dogaja. In iz katere svoje lastne bolečine in strahu in izgube in izkušnje mogoče izhaja, sigurno. In tisti trenutek je najboljš, da si prijazen, se mu nasmehneš in rečeš, lepa žal, rabim več časa za druge zadeve, ne morem, dobiva se čez nekaj časa lahko in tisti trenutek nekako prekineš to srečanja. Pa vidiš skozi čas, ne, čas celi rane, je tudi tukaj. Ni zdaj samo, da čas celiš samo za tem, kar si doživel. Imaš tudi odnose potem med prijatelji. Ne, ker glih to, kar smo prej omenili, oni ti hočejo, ker te imajo to radi ful pomagati. Ampak dostikrat je to ful nadležno. Ker ti vsiljujejo, ti bi brat imel pa samo 1 uro mir, pa spal bi. Ne? In pol, ko se zbudiš, imaš tam ne vem koliko SMS-ov, kaj je narobe. Nič ni narobe, sam spat sem šla. In ta vsiljivost včasih ne pride prav. In se mi zdi pomembno tudi imeti pogum to povedati, poskomunicirati. Čeprav bom tako rekla, ob taki težki izgubi je težko zdaj biti še nek čustveno zelo komunikator in druge vzgajati. Zato se mi zdijo tudi taki pogovori pomembni v smislu pomoči tudi tistim, ki z najboljšimi nameni se mogoče niti ne zavedajo, da ustvarjajo pritisk na človeka. Točno to. Vse oni hočejo dobro. Dobar, tako. Ampak ta hočen dober je lahko včasih res ne rabimo ga. No. Zato boljš, da se umakneš. No. Tudi se mi zdi pomembno povedati, da brez upravičevanja. Včasih imamo občutek krivde, nekdo mi hoče pomagati, dobro mi hoče. Jaz sem ga pa zavrnila. Ja, se mi zdi pač pomembno samemu sebi dopustiti to možnost odmika iz, bom rekla, mogoče tudi toksičnih odnosov.
katerih koli odnosov in situacij, ki prinašajo neko izrazito negativnost v naše življenje. Tiste trenutek je bolj pomemben to, da te okrožajo ljudje, ki te razumejo. Ne morejo te čisto razumeti, ampak skušajo te razumeti. Mogoče tudi ne obsojati tistih, ki nas ne, ampak pač spustiti. Samo spustiti. Tako je. Tako. Nič ni narobe. Jaz tega človeka nimam čisto nič manj rada. Ampak ta trenutek mi povzročaš Neko nelagodje. neko nelagodje, ja, da se pač nelagodno počutiš in tisti pol, ne, ta trenutek tega ne rabim. Tako, tako. Ne? Sem še prešvah, da bi se lahko Ja. Še s tem s zraven tem borila. ukvarjala, ali pa da bi v bistvu sploh človeku to povedala, veš, tisti trenutek mi pa tole, pa ta situacija, veš, ni bilo všeč. No, vse to Niti hočem nimaš povedati. moči. ne. Nimaš Tako, moči, Tako, Ja. vse nimaš to hočem moči, povedati. ker ne. takrat jaz moram ta trenutek zdaj gledati samo nase. Tako. Kako bom jaz sebe noter spet zgradila, da bom lahko konec koncev začela tudi delati. Sej, ne, moram živeti naprej, sej žalujem zdaj močno in ne moram. Super, super. To pravico imamo reči, ne moram. Ne moram. Tako da jaz vam bom rekla ob koncu najlepša hvala obema za vse, kar ste podelili z nami. Verjamem, da si je marsikdo v tem pogovoru najdel. Verjamem, da mogoče tudi ljudje malo drugače gledajo, tako na Katjo, kot na tebe, kot tudi na sam proces žalovanja. Jaz vam želim vse samo lepo, ko me čakam na prvi rojstni dan, ki bo posvečen Katji na malo drugačen način. In še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste pri tej zgodbi pomagali. Hvala tebi, tudi Lili. tebi.